Člani godbe Napihala Črnomelj pod vodstvom dirigenta Iztoka Štruclja so tudi letos pripravili tradicionalni božično-novoletni koncert in občinstvo z glasbo popeljali v praznični čas. Letošnje leto je bilo za črnomaljsko godbo, ki bo prihodnje leto praznovala 150-letnico, zelo uspešno, so poudarili na koncertu in napovedali nekaj dogodkov, ki jih že pripravljajo ob visokem jubileju. Ideje so velike, imamo tudi res plane take, da bi radi to obletnico naredili nekaj posebnega. Nekako smo si zamislili, da bi to prikazali pot godbe od nekaj začetka do konca skozi glasbo. Pokroviteljstvo nad jubilejnim koncertom, ki ga bodo pripravili v maju, je že prevzel predsednik države Borut Pahor. Sicer pa so v godbi zelo veseli, ker se jim je v zadnjih 2 letih pridružilo veliko mladih godbenikov, ki prihajajo iz glasbene šole Črnomelj. Tako sem res navdušen, da smo probali te mlade navdušiti in tudi po odzivu so zelo dobro sprejeli te naše vaje in nastope in to delo. Tako da res, zdaj nas je skoraj 50, tako da in res veliko mladi, kar mi je posebej interes z njimi delati. Celotni izkupiček tokratnega božično-novoletnega koncerta, na katerem so z njimi zapele Teja Saksida, Polonca Barič in Lara Zorn, bodo črnomaljski godbeniki namenili za nakup koncertnih zvončkov, ki so jim bili ukradeni ob vlomu v njihove prostore.